Lepo pozdravljeni, tokrat poleti in iz toplega izvira Straža v Spodnjih Pirničah. Današnji posnetek bo o asortimanu Sore Natural, ki je vezan na slovenske rastline. Začnimo z brezo. Breza deluje diurezno in protivnetno. Izkoristimo jo lahko kot podpora pri vnetju spodnjih sečil. Preprečuje lepljenje bakterije na steno na en način in sicer tako, da se veže na epitel. Spomnim pa še na brezo v kompleksu, ki preprečuje lepljenje bakterij na steno kar na dva načina. Brezo samo se torej lahko uporabi za samo diurezno delovanje, torej pomaga pri odstranjevanju vode iz telesa, pri sečnih kamnih in, kot smo rekli, torej podpora pri vnetju sečil. Njivska preslica je rastlina, ki prav tako deluje diuretično, je pa 10% njene sestave mineralnih snovi. Torej zelo bogata z mineralnimi snovmi, od teh 10% je več kot polovica kremenčeve kisline oziroma silikatov in preslica je izredno dober naravni vir silicija. Iz tega vidika lahko uporabimo oziroma svetujemo pri osteoporozi, je pa tudi rastlina regeneracije ali obnove, zato jo lahko svetujemo tudi po marsikaterem operativnem posegu. Je tudi nudi tudi dobro obnovo kože in pa nohtov in las. Za krhke lase in nohte je prav tako zelo dobra kopriva. Sorine kapljice koprive so iz nadzemnega dela, zatorej lahko izkoristimo njihovo diuretično delovanje, kot rečeno delovanje pri krhkih in slabših, torej nohtih in pa laseh, in pa pri vnetju sklepov, kot pomoč pri vnetju sklepov. Je pa kopriva tudi dober čistilec telesa. In s tem se navezujem tudi na naslednjo rastlino, to je regrat. Sorja kapljice so iz korenine regrata, zato je tu bolj poudarek na pomoči spodbujanja delovanja jeter in žolčnika pri slabi prebavi in pa spodbujanje apetita. Tudi otročki ga bodo v slednjem primeru veseli, namreč je prijetnega okusa. Spomnim, da se jemljajo kapljice za odrasle 3 ml na dan, za otroke pa to dozo prilagodimo. Tudi črni ribez ima do neke mere čistilne sposobnosti. Zato to je verjetno tudi dober razlog, zakaj tako lepo deluje pri alergijah. Namreč izkoristimo lahko njegovo protivnetno delovanje, tudi diuretično in pa pomoč pri odstranjevanju sečne kisline iz telesa, namreč lepo pomaga tudi pri putiki. In slednje verjamemo, da so tudi pomembni razlogi, zakaj imamo toliko dobrih povratnih informacij pri samem delovanju tega ekstrakta, ki je iz listov ribeza pri alergijah. Tako tistih, ki so načeloma povzročene z zunanjimi dejavniki, naprimer cvetenjem določenih rastlin ali pa z naprimer hišnim prahom. Še ena rastlina, kjer bi na prvi pogled rekli, da tu bomo pa uporabili plodove, vendar je ta ekstrakt iz listov in lepo deluje antihipertenzivno. Tu spomnimo tudi na tenzivel kapsule ali pa bela omela kompleks kapljice, kjer je prav tako oljka, dodana sta pa še glog in bela omela. Oljka samo lahko torej uporabimo kot blago pomoč pri povišenem tlaku in pa spomnimo se tudi na njeno široko spektralno protimikrobno delovanje. Zato je tudi v veliko pomoč lahko za samo delovanje imunskega sistema. Kot protimikrobno delovanje v smislu virusov, pa tudi zavrtja rast bakterij, naprimer v prebavilih in pa dihalih, je tudi timijan. Timijan seveda najbolj poznamo kot pomoč pri dihalih, naprimer pri produktivnem kašlju, nudi pa tudi zelo lepo antiseptično delovanje, kar pomeni, da je tudi dodan v česen kompleks kapljicah, tudi zato in pomaga tam kot samo pri odstranjevanju parazitov. Antiseptično lokalno delovanje pa lahko uporabimo tudi takrat, ko svetujemo timijan za samo vnetje ustne sluznice, naprimer. Pa še ena rastlina, to je šentjanževka, ki pa na videz ni nekako tako povezana z ostalimi rastlinami danes omenjenimi, vendar pa je njeno delovanje na samo
počutje torej v primerih depresije dan danes seveda še kako zaželeno in dobrodošlo. Šentjanževko zdravniki v Nemčiji zelo pogosto predpisujejo v primerih blage in zmerne depresije. Upajmo, da se bo tudi v našem prostoru to kaj kmalu začelo dogajati. Sicer pa poskušajmo ta strah, povezan s šentjanževko, umestiti v nek razumen okvir. Fototoksični učinki šentjanževke bi se teoretično lahko pri človeku pojavili pri 30-kratnem dnevnem odmerku, uporabljenem v študijah, in pa sama souporaba šentjanževke z drugimi zdravili sinteznega izvora pa je kontraindicirana v primerih, pa bom sedaj poskušala vam nekoliko poenostaviti stvar, in sicer spomnite se na ime Vika, torej varfarin, I za imunosupresive, K za kemoterapevtike in pa A kot terapija za AIDS. Vika, in v teh primerih omenjenih je šentjanževka odsvetovana pri hkratni uporabi, sivo področje pa so še kontraceptivi. S temi besedami vas lepo pozdravljam. Danes je bil posnetek vezan na slovenske rastline, ki so v našem asortimanu Soria Natural. Želim vam še naprej lepo poletje.